Sam tahiti ples pri nas še ni tako prepoznan, tako da bi imela kakšen krajši izziv za naše plesalce, da pokažeš ta ples in da ga lahko potem tudi sami doma preizkusijo. Ja, lahko pač par osnovnih gibov posnamemo, ja. No, zdaj pa še gib, ki je zelo značilen za začetek koreografije oziroma nastopa in dejansko ti pozdraviš publiko, pač ljudi, ki te gledajo, ne, in narediš od tu in še z drugo roko. No, najprej izziv za punce. Pokazala bom osnovni gib, ki se imenuje ta-mao. Pozicija rok se imenuje tau-tea. In kar naredimo na začetku je, da porazdelimo težo na celo stopalo in gremo dol, kot da bi se usedli v bistvu, ja. Tako da si v rahlo pokrčenem položaju. In zdaj tako uporabljaš pač silo nog, ki ti potem dvigne bok. Tako da v bistvu delaš z boki in z nogami. Uporabljaš kolena naprej, nazaj. In še od strani. Zgornji del miruje. Delamo samo z boki, levo, desno. In še v hitrejšem tempu. Evo, to je bil ta-mao. No, zdaj pa še en izziv za fante. Ta gib se imenuje pa-oti, kar pomeni škarjice. In je v bistvu tudi korak, ki ga plešejo punce, ampak je tak zelo izrazito moški korak. Tako da gre takole. Odpiraš in zapiraš kolena in isto prenašaš težo iz noge na nogo. Lahko daš roke tudi vstran. In če ti uspe, se zavrtiš. Zdaj pa še en gib za roke. Naredili bomo gib, ki oponaša gibanje oceana. Ocean se reče moana. In v bistvu, kar bomo naredili, je samo tak val z dlanmi. Pač čim bolj mehko. In spreminjaš smer. Naprej in druga stran. In potem lahko greš tudi v pač drugačne variante oponašanja giba vode.